Nobena ženska ne pomisli, tvoj penis bomo zaklenili v kletko za penis in jaz bom imela ključ. To moraš biti tako malo intelektualno zabaven vsaj. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. Midve sva Lucija in Sara, Sara in Lucija in danes bomo govorili o kletko za penis. A pa se sploh zmerila, preden ste naročila? Ja, veš, nauč. On je malo zmeril, jaz sem pa malo zmerila. Pa daš obroček dol, pa daš nov obroček gor, pa uno zapreš, pa jo nekaj metišči, pa daš dol, pa pol ure fucking traje, da daš sploh gor. Ni čudo, da imamo vmes že 3-krat trdga. Niso nam predpisali, ko smo se rodili, drkati moraš 2-krat na teden, zato da boš zdrav. Pa to še zdaj, drugače, jaz še zdaj vsak mesec naletim na en članek. Prvi vibrator so izumili zato, da so zdravniki s tem zdravili histerijo. Koliko ljudi je prišlo z izkušnjo tega v trgovino k meni in reklo, meni analna stimulacija pomaga, da sem meren. Če bi vsi moški začeli nositi kletke za penis, bi pa evolucijsko jim kar odpadel penis čez stolek. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, Itak da. Dobili sva prošnjo, da bi o tem govorile in zato bomo danes o tem govorili. In sicer jaz sem zvedla zdaj še več stvari o teh stvarih. Jaz sem drugače enkrat naredila video o kletkah za penis in zdaj sem ugotovila, da sem jaz takrat samo posnela smetano z vrha, pa še niti ne smetano. Smetano sem dala na stran in sem samo mleka zajela iz šalčke. Toliko je enih še stvari zanimivih, ki sem jih jaz zdaj izvedla o kletkah za penis, ki jih nisem vedla, da ko mi čakam, da jih delim z vami. Ja. Ti mi boš pa povedala, če si to že vse vedela. Sara sploh ne vem, kaj je v tej epizodi, ker sem jaz poslala 2 uri preden smo se tle pojavili v studiu, ker sem jih še danes zjutraj dokončevala, če vas zanima. Ja, tako da. ampak vem pa v praksi, ker sem enkrat probala, tako da tu malo tehta. Sara ima prakso, jaz imam zgodbe z Reddita. To. In z Instagrama, ker sem tudi vprašala ljudi, ki me followajo na Instagramu, tako da sem dobila nekaj insightov dejanskih Slovencev, nekaj insightov dejanskih tujcev in pa še to, zdaj sem bila na enem pikniku za 1. maj, kaj je bilo? Kaj, ko ima s kletkam za penis? Čisto random, ja. Nekdo je imel gor kletko jaz sem šla kar na en piknik, nobenega nisem tam poznala. In pol sem se pogovarjala z enim fantom, ki je že probal kletko za penis. In smo imeli celo debato. To je bilo smešno, drugače shout-out, če bo zdaj začel gledati ta podcast, ker je rekel, da on podcastov ne gleda, ker nima časa za podcaste, ampak vedeli sva z eno punco debato nekaj o pač seksu in pride on zraven in pa so rekli, daj povej, kjer igračke imaš, če kaj uporabljaš, ker rekel, ne vem, nekaj, da ima ful tega in so rekli, daj, kaj najboljš. In pa je nekaj sramežljiv ratov in je bilo tako, ne bom zdaj o tem govoril. Sploh ga niso rabili veliko prepričevati. Na koncu je vse povedal o kletkah za penis, o tem, da so najboljša igračka za moškega je dildo, zaradi tega, ker pač imajo moški prostato. Pa so mu rekli, kaj pa one igračke, ki so prav za prostato stimulirati. Je rekel, ne, tisne zadane vedno, ker imamo vsi malo drugače, rabi biti dildo. Pa je razlagal, da traja vsaj 40 minut, da pač doživi orgazem, pač samo stimulacijo prostata, ampak da je to najboljši orgazem ever. Skratka, fant je imel res dar govora in dar v besed Ja? To, kar jaz trenutno nimam. Zelo je lepo znova opisati vse te občutke in doživetja. Tako da sem rekla, da me mora zdaj followati na Instagramu, da bo pač delil te stvari na anketah, ki jih imam. Tako da, če ne zdaj ne followate, se zdaj splača, ker od zdaj naprej bo še ta fant delil svoje izkušnje, ki jih ni malo in bo zabavno. Gremo nazaj na kletke za penis. V glavnem. Govorili bomo o tem, kako lahko s kletko za penis izboljšaš analne orgazme, potem kako lahko s kletko za penis rešiš zakon in pa še veliko več. Ja. Si pripravljena? Ja, recimo, zakaj bi nekdo sploh nosil kletke za penis? No, na to vprašanje imam jaz tukaj en odgovor, eno od možnih odgovorov. Tako da sploh ne bomo začeli s tem, kako se kletke za penis uporabljajo, ampak zakaj. Ja, saj to bi bilo najbolj logično, da najprej izvemo. Ja. A boš kar prebrala. Vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sooči s pomanjkanjem libida. Si tudi ena izmed njih, potem je čas za Passion Potion. Združili smo starodavno znanje in sodobne raziskave v formulo, ki pomaga ženski današnjega časa za več libida, več energije in manj stresa. Passion Potion je napitek v prahu, odmeriš eno žličko, dodaš svojo najljubšo pijačo in pol uživaš. Brez kalorij, brez sladkorja in brez krivde. Višji libido, boljše razpoloženje in lahkotnejše življenje najdeš na ulala.si. Izpoved.
To je bolj priporočilo za poročene pare. Delim nekaj, kar je delovalo pri meni in moji ženi, ampak pomembno. To ni za vsakogar. Oba partnerja morata biti čustveno zrela in stabilna, ter se o tem zelo odkrito pogovoriti, preden sploh poskusita. V približno pol leta sem s pomočjo kletke za penis praktično odpravil željo po pornografiji in samozadovoljevanju. Takšna naprava je običajno sestavljena iz 2 delov. Obroča, ki gre okoli baze penisa in mod, ter kletke, ki pokrije penis in se zaklene na obroč. Ključ ima partnerka. Poleg tega, da sem prenehal s pornografijo in masturbacijo, sva z ženo opazno izboljšala odnos. Več je zaupanja, komunikacije, iskrenosti in intime. Moje zanimanje zanjo, tako seksualno kot tudi čustveno, se je močno povečalo, ker se je vsa moja seksualna energija usmerila vanjo. Predtem sva imela kar dolgo obdobje pomanjkanja zaupanja, ki je trajalo več kot 10 let. Ona je vedela, da se samo zadovoljujem in sklepala, da tudi gledam pornografijo. Vedela je, da se s tem borim, ampak o tem nisva veliko govorila. Sama po sebi ne vidiva samozadovoljevanja kot nekaj napačnega, ampak v najinem primeru je to škodovalo odnosu. Mene pa je pri njej motilo, ker sem imel občutek, da mi določene želje izpolnjuje bolj z odporom ali pa je nekaj obljubila, potem pa si je premislila. Moram pa priznati, da sem k temu veliko prispeval sam, z lastnimi pričakovanji in pritiskom. Ko ta pričakovanja niso bila izpolnjena, sem pogosto šel stran in se samo zadovoljeval, ker sem imel občutek, da si zaslužim užitek. Ko pa nisem več imel dostopa do svojega penisa, sem začel vso pozornost usmerjati v partnerko, brez pričakovanj. Seksualna energija se je preusmerila v dejanja pozornosti, kar je njen ljubezenski jezik, hkrati pa sem začel bolj ceniti bližino, dotik, crkljanje. Tega sploh nisva pričakovala, ampak ko je ona začutila te spremembe, se je tudi pri njej ponovno prebudila želja in libido. Doživljala je to, kot da sem se resnično postavil na prvo mesto zanjo. Upam, da komu pomaga. Še enkrat, ni za vsakogar, ampak nama je res spremenilo dinamiko odnosa. To je to. To je to, brez tega, ne? Brez tega zaenkrat. Ja, kot deviški pas, v bistvu, ne? Kaj? Ja, saj to je v bistvu neke vrste deviški, saj je to deviški pas. Ja. Chastity cage. Ja. Ja. Ja, v glavnem, ti si rekla, da si to že uporabljala. Enkrat. Ja. Enkrat? Ja. Samo enkrat? Ja, 1-2krat. Premehna kletka je bila. Ah. Ja, mislila sem, da bo dosti velika. Zato, ker pač človek včasih ima narobe zmer ali pa narobe misel ali pa je pol debelejši v erekciji in pol ga je bolelo. A pa sta sploh zmerila, preden sta naročila? Ja, veš, nauč. On je malo zmeril, jaz sem pa malo zmerila. Je to ful pomembno, ne? Jaz sem mislila, da je manj pomembno, kot je v resnici pomembno, ne? To je bilo še ful na začetku. To je bilo tako, meni ful zanimiva stvar. Čisto sem se začela ukvarjati s tem in pol sem kupila in jaz sem njega vprašala, kaj misel. Za velikost pa je povedal. Pa sem pa kupila to velikost. Aha. It was wrong. Ja. Ja. Škoda. To se pravi. Ti si njemu predlagala, da bi to rada probala? Ali on teb? Ne vem točno, ampak ni bilo treba nič kaj predlagati. O tem smo se skozi pogovarjali. O kletkah za penis? O igračah. Pa je bila ideja, da bi to on nosil ves čas? Ali samo kdaj? Da bi pač tako malo nosil. Recimo, da bi jaz kuhala, on pa bi nosil. Uh-huh. Ampak pol je preveč ga bolelo. Tako da ni mogel niti recimo 1 uro nositi. Veš, sem tako, da bi malo probala, kakšen je pač občutek, tako, ali pa kakšen je tako mentalni občutek, ne, pol sem malo, tako mi to sem že takoj videla, da bo to premehno, ampak sem bila tako, pa dej se itak ne bo takoj v erekciji, pa bo vsaj malo videla, kako zdaj bo to, ne. Pa čak, njega je bolelo zato, ker je bil penis v erekciji večino časa, ker je imel on to gor? Tudi ko ni bil, tudi ko je bil samo malo, pač itak sem ga mogla že stlačiti noter, ne. Tako da tu je že po moje narobe. To je že narobe. Ja. Pol pa čim se za milimeter poveča, itak že. Pa veš, ta je plastična ta in potem se tako noter med te lukence, če je premehna, it was not fun for him. Ja. Tako, ker tako malo je bil. Veš, po moje, ko kri tako pumpne, ne po telesu, kri pumpne. Veš, ne, tu? Ja. In ga je uščipalo. Ja, to je problem. Ja. Ker drugač, ko je penis v erekciji, pa imaš kletko gor, je pričakovano, da te bo bolel? Ni tako, da bi mogla biti kletka udobna, ko je penis v erekciji. Ampak, ko penis ni v erekciji, pa absolutno ne sme boleti in ne sme tiščati.
Ja, ni ga tiščala, ko ni bil, mislim, ni ga bolelo, ko ni bil čist nič v erekciji. Se pravi, je v bistvu je človeška napaka. Mogoče sta vidva se tega lotila na mal napačen način. Ja, mogoče. Kaj, itak, mogoče na sliki nam sliko. Ja. Jaz si predstavljam, ti itak kuhaš gola. Okay. To je bilo tako. Jaz pridem domov iz službe in imam tu savo kar fucking kletko za penis. In sem tako, daj ti si, daj tu malo gor. Jaz bom pa tle se preblekla pa skuhala. In on si da tu si damo gor in pol je bilo že malo tako avč. In pol je se slečam in avč in pol damo dol. Kaj bi pa mogli narediti? Ne, ampak mogoče je bil problem v tem, ker je on ratal zelo hiter excited. Ja, pa kako pa ne rataš excited, če si daš tu, če si daješ neki na penis gor, kako ne rataš excited? Mogoče bi si mogel on to prvič dati gor, no pa ne, sam se itak ponovati je fora, da daš to s partnerjem gor. Ampak če je on to hiter ratal excited že samo v tvoji bližini, bi mogoče pomagal, če bi si dal on to gor sam. Doma. Sam, kad tebe ni zraven. Ja. Pa da bi videl sploh, a je res problem v velikosti, ali je problem samo v tem, da je on pač imel skozi erekcijo. Ja, po moje so, jaz ne vem, kako bi moški sposoben si dati tu gor na penis, pa ne dobiti erekcije. Tu moraš mečkati po roki v penis pismo, kako zdaj on ne bo imel erekcije, ne razumem. Ja, kaj razumeš ti to pizda, halo? Pa ne, pa sej... Kaj ti, ko primeš penis v roke, ostane dolgo časa mehak? Čisto kar kdaj. Mislim, če ga že čka, pol ne. Mislim, pol ostane mehak. Ampak mislim, da bi mogel večkrat provati. Po mojem se moraš res navaditi, ne? Ampak se, če ga mečkaš, koliko časa ga pa mečkaš v roki, da ga daš v kletko? Spet ne... Eba, dej, s temi uni obročki, pa ko prvič daješ uno kletko gor, obročke moraš najprej vedeti, katero velikost, uno čez vlečeš, stane bo dobro, pa daš uno obroček dol, pa daš nov obroček gor, pa uno zapreš, pa jone neki me tišči, pa daš dol, pa pol ure fucking traje, da daš sploh gor. Ni čudo, da imamo me že 3-krat trdga. Kako ima najpol? Drugač, ful mi je zabavno, ker jaz sem prebrala neskončno nekih pač Reddit zapisal na to temo in niti enkrat nisem zasledila, da bi bil problem v tem, da je bil penis prehiter v erekciji, ko so natikali kletko. Tako da ne rečem, da se to nobeno ne zgodi, ampak mislim, da ni toliko pogost problem, kot je bil prvama. Tako da ful dober, da je bil on tok... Res je, da jaz v življenju še nisem bila z nobenim moškim dlje kot 3 leta, ampak tudi nisem nikoli v življenju več kot 30 sekund mehkega penisa v roki držala. Jaz pa sem. To se pravi... Je pa kar namenoma tako pač, nič se ne dotikaš pol, ali tako je kar mehak ostane. Pa ste pa... Ne vem, mogoče jaz nisem tok hot. Ja, jaz nisem glih seks bomba, da bi človek rekel, da se tu... Ali pa, ne? Pol mogoče ne vem. Maybe it's me problem. No, v glavnem. Lejte, ne vemo, s katero od naju je nekaj narobe. Povejte vi, koliko časa imate mehke penise lahko, če se ga nekdo dotika. Recimo, jaz, če gledam une porniče, ki se maserajo, moški imajo non-stop trd penis. Jaz včasih, če je tako res hita debata tle, jaz pač tako vsaka čas našim snemalcem. Velikrat to pomislim. Tako, če bi bila jaz naš snemalc, jaz bi imela skozi trd penis. Oprosti, snemalc. Zdaj me res zanima, če ga je kdaj imel. Zihar. Sem ne, zdaj tudi ne povedati. Stranglejmo, vsi se ne gledamo v oči zdaj. Meni se pa ne zdi, da imamo ta... Zihar. Pa se tu se avtomatsko zgodi, veš, moškim. Pa to vem sam. Ja. Je pa tudi pomeni, da ljudje, ki gledajo, imajo kdaj erekcije. Ja, ko ti nimaš erekcije, ko gledaš stvari po televiziji. Mislim ženske. Ne vem. Jaz non-stop o seksu razmišljam, ko gledam televizijo. Nikoli tako random, Len. Ja, mi dva se si zamenjala neko obdobje. Jaz imam zdaj tako libido through the roof, ti pa najbolj ne. Jo, drugač. To je zdaj čisto nepovezano s kletkami. Ampak, jaz zdaj pijem en mesec tale Passion Potion. Jaz sem imela predvčerajšnjem najdaljši orgazem svojega življenja. Tako, najdaljši ever. Kaj tako, da bi rekla minuto? Več. Ja. Sploh ne vem. Ja. To je bilo tako, to je bil orgazem in v tem orgazmu, ki je kar trajal, so bili tako 3 intenzivni orgazmi vmes.
Pač to je bilo prizadeto. Ja, jaz se pa že kar vprašam, koliko časa lahko se še nadaljuje. Pa če bi pa lahko še, sam pa sem bila že tako. Pa tako pa, drugače sem bila vmes in my head, ker sem tako Bojanu že dolg čas rad. Pa sem bila tako, da je ti bod Lucija in pa si kar nadaljeval, ampak pa sem pa tako, ok, mislim, da je treba počasi zaključiti. Ja, Ampak po mojem bi lahko še. Tako ja, da, meni jaz se zdaj ne to vem. zelo dogaja. Meni se je to prvič in sem bila tako mind blown. Jaz imam nenormalno dolge orgazme, tako dolge, da sem si štopala ene parkrat, ker pač jaz nisem mogla verjeti. Jaz sem mislila, da se meni zdi tako dolgo. Ja? Ko tam ležiš, pa se ti zdi pač, da traja ful dolgo, ne? Ker normalen orgazem 15 sekund, ali koliko traja, ne? Ja, Moj orgazem kao vedno normalen, traja povprečen. več kot minuto, pa noter jih je zihar več, ampak tu je non-stop, ni vmes prostora. Crazy shit. No, ampak tu sem odkar zdaj zadnje leto, recimo. Kako si to štopala? Kaj si imela pripravljen telefon zraven in ko se ti je začel, si bila samo tako plink? Ja, in pol, ko se je končalo, sem prekinila. Fak, zdaj si moram jaz tudi Ja, enkrat orgazem se zaštopati. Dej, ful je zanimivo, ker tako drugače, ali pa moški, ne, koliko so moški orgazmi dolgi? Kao Ma 6 nič. sekund povprečje. 6 sekund. Ja. Si lahko moški predstavljajo, da jim prihaja minuto pa pol? Ja, tisti, ki znajo s prostato stimulirati, si lahko. Ok. Ja. No, Drugače, še to, pač, ko smo o prostatnih orgazmih govorili. Ta fant je rekel, da je razlika med tem ejakulacijskim in prostatnim, da pri tem, ko je z prostato, da se mu zdi, da mu čez usta prihaja orgazem, da mu gre čez cel telo in da mu čez usta vam pride. Kva? Ne vem, ampak je dobro. Me to zveni brutalno. No, ok. Kje smo ostali? Pri tem, da nista mogla te kletke zares nositi, ker je imel skozi erekcijo. Ja, meni bi se zdelo zdaj ful primerno, da ti poveš, kako bi mi to mogli začeti uporabljati. Pa, ja, najprej zmeraš penis. Obseg, dolžino. Ne bom jaz vas dolgo časla z detajli, zaradi tega, ker itak boste pozabili takrat, ko te to mogli merati. Samo v Google napište, kako pač pravilno zmeriti penis za kletko, plus odvisno je, razlikuje se od kletke do kletke. Imaš različne kletke, ene imajo pol še za modo zraven, tako da. Ampak načeloma, kletka je narejena tako, da ima, zdaj za vse tiste, ki tudi gledate, imam jaz le kletko in bom pokazala lahko, da bo lažje, ampak dobiš tako različne obročke, zato ker te obročki pridejo za penis pa moda. To se pravi, tle je penis, tle čez grejo moda. To v bistvu je narejeno zaradi tega, da kletka sploh ostane gor na penisu. Nekam se mora zatakniti. Če bi ti dal sam nekaj na penis, bi dol padal. Ploink. To pa v bistvu zaklene gor. Tako da imaš to, tako da to je tle odzadi, tle pol so moda, bloink, in tle imaš potem to kletko za penis. Tako da to je to. Ta je ena taka pač čist klasična, plastična, imaš tudi kovinske, imaš tudi pa bolj soft varianto, ki so pa silikonske ali pa take iz nekega takega mehkejšega materiala, ki so v teoriji priporočljive za začetnike, zaradi tega, da se malo navadiš na vse skupaj, zaradi tega, ker ni toliko trdo, je malo bolj udobno za nositi, malo bolj forgiving za začetnike. Ampak jaz mislim, da tako v praksi večina ljudi gre kar takoj na trde. Mislim, da ni veliko ljudi, ki štartajo pa z nekimi mehkejšimi, grejo kar direkt na to. Tako da, ja, v bistvu to je to. Pač to imaš itak različne dobiš in si pol zmeraš, da vidiš, kaj ti dejansko paše. To je pomembno. Pomembno je, da penis pride do konca, da se nekako sečnica poravna s to luknjo, ker vse te kletke imajo na koncu tako luknjico, da lahko še zmeraj tudi uriniraš. In je pravilno, da v bistvu se penis lepo počiva tle noter in se skoraj da dotika tle na koncu v mehkem stanju. Sem pa tudi dobila eno sporočilo, zdaj kar to prebrala, ker sem se glih spomnila. Sicer ne bo zdaj povrstna, ampak se vseeno. Vi tak ne veste, kako je v resnici povrst pri meni mišljeno, tako da vam ne naredi nobene razlike. En je napisal, na splošno mi je bilo zelo všeč, to je meni na Instagram napisal, mi je bilo zelo všeč in zelo kinky, ko sem uporabljal kletko, sem imel pa težavo in sicer sem grower. To pomeni, da ko je penis v mehkem stanju, je bolj mehen, kot ko je v trdem rata veliko večji. No? In ko je bil penis v normalnem stanju, je bilo vse super, potem je pa postal še manjši in je bil že kar ohlapen v kletki. Tako da, I guess, to si zdaj jaz razlagam tako, ne pač ne vem, kaj je bolj mrzlo ali pa kaj tazga, ko včasih pač penis še vseeno malo se skrč vase.
Ja, je bil hlapen in je problem nastal, ko je penis postal trd in je normalno zrastel navzgor in se je zataknil v nek rob v kletki in je bil občutek zelo neprijeten in že kar malo boleč, kot da bi me rezalo. Zato sem to malo opustil, morda bi moral zamenjati kletko. Bojim se vzeti manjšo, saj sem, kot sem omenil, grover in bi bile erekcije po mojem zelo neprijetne. Tako da ta je izpostavil še en problem, na katerega tudi nisem pomislila, da pač se ti lahko... No, sem pomislila, ker je v eni razlagal, da je problem, ker si lahko penis ven potegne tudi, če ima kletko gor, da mu pač se malo zmanjša in se naredi pač malo lufta in ga lahko še zmeraj ven potegne in potem Bi mogel biti čisto mehno, ne? Ja, tako da mu potem malo uniči ta lok, celo to fantazijo, tako da je pa en ful dober rekel, da so kletke super, čak, tole imam tudi napisano, to mi tudi en Instagram komentiral, da so kletke super, ampak je največji problem to, ker jih moraš več sprobati, da najdeš tako, ki ti res ustreza. Je pa rekel obenem, da so kletke super, ker orgazmi brez uporabe rok postanejo mogoči. Ok. Kaj je že vprašanje? Ne vem točno, kaj je bilo vprašanje. Kaj bi Tudi mogla me vidva zanima, ne, narediti? Jaz lahko še povem, kaj zakleneš jo pol še, ne? Ja, To si pa se res, najpomembnejši del. Ja, ne, mislim, za ene, ki sploh še niso to nikoli vedeli, ne? Ja. Tako, pač pol imaš ta ključavnico in s ključkom zakleneš, imaš pa tudi tiste temporary ključavnice, take plastične so, ne? Da je številka gor, da pol da vejo, da nisi odklenil, ne? Če te slučajno žena nadzoruje, kakor njega, da ve, da nisi prerezal tistega ali pa kaj. Je številčeno. Ja. Ja, tu, pa pol sem še videla, meni se zdi drugač velik del teh kletk, v bistvu ta mentalni torture, da ne smeš imeti v bistvu erekcije, ne? Ker sem videla, eni moški imajo tudi take kletke, ki niso tako ven za penis, ampak je samo ravno. Razumeš? Oni si penis not dajo v telo. Kao, ne? Ja. In pol sploh ne sme imeti erekcije, če jo pa tako ima, ga boli, ampak še vseeno mu lahko pride. Tako no, zanimivo v glavnem. To mi je bilo kar zanimivo. Videti te kletke. Ja, jaz, ko sem prvič tiste kletke videla, pač jaz sem bila navajena pač šoverjev, penisov, ne? In jaz, ko sem ti zgledala, sem bila tako v lifeu, kako boš ti penis stlačil do te mere, da bo pač sam ta čez. Ja. Meni bo tisto čist nedojemljivo. Pa sem videla še kakšen drug penis tako v mehkem stanju, pa sem bila tako, niso vsi tako veliki. Ja, po moje se lahko v penis mehkem čisto stanju, not porine v telo. Ja, ja. That's so weird. That's so funny. Ampak funny v dobrem smislu. Ne vem, ali pa samo v vesolskem. Ne! Ful je zabavno. Ful. Meni je to tako zabavno, da je lahko kar penis v telo. Čist. Pa sej, to sem enkrat že povedala, ampak pač unika mogoče niste gledali. Te drag queeni, ki se pač oblečejo v žensko moški, a ne? Pa če sem vedno mislila, da si oni penis tako protriti noter zataknejo, ampak oni si ga v telo not porinejo. In isto jajca, oni to vse not v telo porinejo in zalepijo. Ja. Moška telesa so magična. Ja. V glavnem, ja, kakor si rekla, ta mentalni del je najbolj močen in ta zgodba, ki smo jo zdaj prebrali, pač meni se zdi ful zanimivo, kako to lahko pač zveza vpliva, kako lahko potem na tak način se bolj povežeš s partnerjem. In gremo še en komentar prebrati, ki ga je potem nekdo pustil na tisto prejšnjo zgodbo, ki smo jo na začetku prebrali in jo bo Sara lepo prosim prebrala. O tej ženi, ki sta nehala gledati pornografijo. Ja. Komentar. Tudi sam sem razmišljal o tem. Ženo se s kletko igrava občasno, za nekaj dni tu in tam. Oba v tem najdeva neko vzburjenje in zadovoljstvo. Opazil sem, da sem veliko bolj pozoren, ljubeč in nasplošno bolj tak partner, kot si želim biti, ko jo nosim. S pornografijo se borim že od pubertete, zdaj imam 32 let. Prav preko te odvisnosti sem sploh odkril kletke, zdaj pa razmišljam, da bi jih uporabljal kot način, da to prekinem in izboljšam tako zakon kot svojo vero. Veliko molim in se trudim prenehati s pornografijo, ker ob tem čutim sram in neko oddaljenost od Boga. Dolgo sem razmišljal tudi o tem, ali je uporaba kletke sploh greh.
Na koncu se vedno vračam k istim mislim, da naj bi svoje telo v celoti dali partnerju, da je poželjiva masturbacija s pornografijo greh in da si je včasih treba odreči določene stvari v prenesenem pomenu. V tem kontekstu mi kletka in to, da ima žena ključ, dejansko pomaga. Zato sam prihajam do zaključka, da to zame ni greh. Čeprav je lahko nošenje kletke frustrirajoče in vzburjajoče, hkrati se vsa ta energija usmeri v partnerko, kar izboljšuje odnos. In če to krepi zakon, imam občutek, da je to tudi v skladu z mojimi vrednotami. Iskreno, včasih si želim, da bi jo lahko nosil ves čas in da bi bilo moje seksualno zadovoljstvo popolnoma v rokah moje žene. Ampak naletel sem tudi na težave. Ugotovil sem, da včasih lahko iz kletke potegnem penis, ko je v mehkem stanju, kar od mene zahteva veliko samokontrole. Zato razmišljam o dodatnih rešitvah, da bi bil bolj dosleden. Drugi izziv je moje delo, precej nevarno delo, kjer obstaja realno tveganje za poškodbe. Zaradi tega žena kletko odstrani, ko grem v službo, ampak sam bi si želel, da to ne bi bilo potrebno. Res si želim biti dober mož in živeti v skladu s svojimi vrednotami, ampak v današnjem svetu, kjer je vse zelo seksualizirano, se zdi brez neke konkretne strategije to skoraj nemogoče. To je to. Ja. Ja. A je? Ja, se znam. Ja. Pač, to je en vidik teh kletk za penis, na kere jaz ne da nisem pomislila, ampak jih v bistvu takrat, ko sem prvič delala leta nazaj research o njih, nisem zares zasledila. Bolj sem jih zasledila v tem res BDSM kontekstu, da imajo pač ljudje to gor, zaradi tega, ker jih prvo mentalno zelo stimulira ideja, da ne morajo, tudi če bi želeli, da ima nekdo nadzor nad njihovim užitkom, to se pravi ta žena ali pa gospodarica, ampak ponovno je bila to neka gospodarica, ki je imela potem pač ta ključ in ki ga oni niso imeli, ali pa so imeli res nek ključ za te nujne primere. Tako da to, da bi ljudje tako v vsakdanjem življenju uporabljali, mi je bilo ful zanimivo. Ampak sem kar ene par takih zgodb našla. Ja, ne dogaja se glih pogosto, zato ker veliko ponovadi, kadar se zgodi tak problem, kot je s pornografijo, gre sta partnerja tako narazen, veš. Nobena ženska ne pomisli, tvoj penis bomo zaklenili v kletko za penis in jaz bom imela ključ. To moraš biti tako malo intelektualno zabaven vsaj. Da se kaj tazga spomniš, ko pa da greš narazen ali pa da težiš, ne. Meni se zdi to ful dobra rešitev. In pač itak da pol moški da vso pozornost na žensko, ki ima pač ona ključ, ne. Ja. Logično, vse bo naredil za to. Makes all the sense. Ne vem, kaj ne? Ja. The best. Tako da, evo, zdaj veste, kaj se lahko naredi. Ja. Evo, tukaj imam še par stvari napisanih, ki jih ne smemo omeniti. Glede kletke za penis, Si rekel, da jih ne smemo omeniti? ki jih ne smemo pozabiti omeniti. Aha, okej. A ja. Ja, ne, čak, zdaj pa nisem... Sem hodila Ki jih ne smemo pozabiti omeniti. Ja, glede velikosti, kot smo rekli, ne sme biti premehna, tudi ne sme biti prevelika, a ne? Kakšni so tu nasveti? Kdaj je krompir kuhanje, ko je kuhan, če pa ni kuhan, pa ni kuhan. In točno tako sem se počutila, ko sem prvič kupala uno kletko in je bila napačne velikosti. No, sem tu bi vam rada povedala, da dobro zmerite. Mogoče je tudi treba v zakupu vzeti, da prva kletka ni nujno, da bo perfektna. Mogoče model kletke ne bo glih v redu za tebe, mogoče sam velikost ne bo v redu. Je malo bolj specifična stvar, kot nek vibrator. Ne? Ja. Higiena. Pač fora je v tem, da eni kletke nosijo tudi po več dni ali pa več tednov zapored in je treba skedulirati čas, ko si kletko odstraniš, zato da se lahko temeljito očistiš. Vse te kletke imajo neke špranje pa neke luknje, da lahko ti se še vseeno očistiš, tudi če imaš ti kletko gor, ampak na dolgi rok pa še vseeno ni to isto temeljito, kot da pač si ti v redu dober urank očistiš svoj penis. Jaz sem drugače enkrat govorila z enim, ki je to zelo rad prakticiral in je imel prav gospodarico, ki je imela pač ključ pri sebi in je 2-krat na teden prišel on do nje, ga je ona odklenila, se je on umil, zdaj ni se vedno samo zadovoljeval obenem, ampak pač je bilo pa to prav čas vzeti, ko se je pač on to dal, ko mu je ona to snela, zato da se je on lahko umil. Tako da to je ful pomembno, da tega ne zanemarjamo.
enega sem tudi brala, da je rekel, da si pač z nekimi raznimi pripomočki, da noter malo seže. Zakaj si pa ne dajo vsaj malo tako dol, recimo enkrat na dan? Kaj jih pol že tu presenet, pa pol imajo erekcijo in pol jim pride in konc. Mislim, si lahko, ni prepovedano to, ampak ponovadi si želiš ohraniti to iluzijo tega te nemoči, pa tega, da ti nimaš nadzora nad tem. Se res, kaj boš pol rekel, da je odklen, da ne. Ja, se tako, ker pač ni fora v tem, da si ti lahko zdaj kadarkoli si zaželiš. Plus to, da si ti zdaj ne moreš dobro imeti, tudi eno od teh stvari, ki so lahko pač rajc. Zaradi tega, ker zdaj se moraš pa ful potruditi, da se pač lahko malo očistiš, pa ni zares toliko čist, kot bi lahko bil čist, a ne. Plus pač ti lulaš s tem gor. Pač pa ne more una luknja od penisa skozi biti tam na dnu nacentrirana. Tu mi ne more noben reči. Ja, jaz sem prepričana, da 100% pride kakšen urin gor na tisto kletko. Pa povsod je urin na tej kletki. 100%. Tako da, to se moraš, pač čistoča tukaj je še toliko bolj pomembna. Kako pa seksajo, pa oni pač recimo, če imajo več tednov tu gor, nič ne seksajo. Bomo prišli do tega, kaj pravijo ljudje o seksu, pa ti, ki nosijo redno kletke za penis. Najbolj, da pustim kar njim besedo, mislim, kaj imam tle napisan. No, pa se, kaj si glih vprašala. Ti pa so Slovenci tudi tako rekli, da nosijo redno te kletke. Te zanima, koliko jih je rekli? Ja, pa zanima me, če po Ljubljani, ko se šetamo, če imajo tako ljudje v Sloveniji dejansko kletke za penis. Ja, imajo. That's crazy. Ja. No, evo. Mislim, ne crazy, tu jaz ko rečem crazy, tu ne mislim crazy, ampak tako noro se mi zdi. Povej. Ti bom najprej povedala, ker sem jih vprašala, če bi jo poskusil. 69 moških je reklo, da bi jih. Pač jaz ne bom zdaj v procentih govorila, zaradi tega, ker je premalo ljudi reklo, pač ne bi nikoli, da bi bili ti procenti dobri, ker če ne bi imeli mitle, 27% moških je reklo, da bi poskusilo kletko za penis, ampak glasovali je pa samo 205, a ne. In pač za tistih, ki so rekli, da ne bi nikoli, je bilo 81 glasov, kar pomeni, da 80% ljudi, ki me followajo, ki so moškega spola, ni sploh glasovalo v tej anketi. Ne vem, zakaj vas je sram klikniti, da ne bi nikoli, ampak pomoč tega, ker bi poskusili, pa vam je bed reči. Tako da kar všteji, drugi so ja. Ampak ja, 69 je rekli, da bi poskusili, 79 dejanskih moških je rekli, da ne bi, pa 24 je rekli, da so že. Ampak, pa je bilo pa pri teh glasovih, kako je bilo? Ful več glasov. Tako da, jaz mislim... Bolj so šele dojeli, zakaj se gre, ne? Jaz mislim, da zdaj ne vem. Vzemite to malo zakupom z malo soli, ampak 28 moških je reklo, da je bilo super, 13, da ni nič posebnega in sam 12, da jim ni bilo všeč. Pa eno teh, ki jim ni bilo všeč, je bil tudi on, ki sem jaz z njemu govorila takrat na unem pikniku in on je rekel, da mu ni bilo všeč zaradi tega, on je bil mlad, on je bil tako 20 let star in rekel, da je po njegovem mnenju on še premlad, da bi te kletke bile zanimive za njega, ker je imel skozi erekcije. Ja, in je rekel, da ga je skozi bolel. No, pa se mi smo tudi po 20, pol ni tako nenormalno, da so moji fantje imeli skozi erekcijo, če sem bila jaz stara 25 let. Mogoče, ampak ja, on je rekel, da si želiš še kdaj to poskusiti, ko bo starejši, ker on je pa tudi rekel, da je na Redditu bral razne te zgodbe moških in ko so razlagali, koliko zelo bolj intenzivna je stimulacija prostate, ko nosiš kletko za penis, da ga je zelo zanimalo v tem smislu. Tako da... Zakaj pa je bolj intenzivna stimulacija prostate, ko imaš kletko za penis? Zakaj misliš? Jaz dole iz prve ne znam povezati, pa bi mogla znati, ne, da je povej. Zato, ker imaš nek čutek dozet, bi jaz ta prvo rekla. Točno to. Pač, ponoviti ta odgovor, ki je najbolj očiten, je ta. Ampak ja, zaradi tega, ker je ena stvar ti odozeta in potem se ena druga rata bolj intenzivna. Plus, ko se ti vse to nabira nima veze z ritjo, lahko bi tudi ti rekla bradavičke, orgazem. Ne, malo je tudi s tem povezano, recimo, če ti zdaj se ne pride do teh ejakulacij, res ti redno nosiš kletko, imaš res redko te ejakulacije. Pač, kje se nabira vse to? Pač tam pri prostati, a ne? In prostata še bolj nabrekne in rata še bolj občutljiva zaradi tega. Tako da malo je tudi s tem povezano. Ok, fair, ja, makes sense. Ja, tako da,
Pa rekla sem, da ti bom še povedala, no gremo pa na to. Mene včasih to omejuje, ker se hočem držati tega jaz pa ne ko sem vem, si jaz scenarija, ne, včasih. Ampak danes grem go with the flow in bom odgovarjala na stare vprašanja, ko pridejo. In prejšnjo vprašanje je bilo pa to, zakaj to ljudje uporabljajo. Ali kaj že? Ne. Kaj je bilo že? Ja, ta je bil že 1,5 ure nazaj. No, v glavnem, kakorkoli preberi zdaj, a ti jih jaz preberem, a bi jih ti prebrala. Kaj pa je Ti zgodba? bom jaz prebrala, Ajde. da boš vedela. Ajde. Ok, v glavnem, zato ker nisem čisto si za prebrati. Pa bom jaz Ja, prebrala. daj, kar ne. Ok. Zdaj, povedali smo, da eni to uporabljajo zato, ker se pol bolj povežejo s partnerjem, imaš pa pol tudi. Poleg dinamike podrejenosti in nadrejenosti sem opazil še nekaj. Občutki v anusu so se mi precej okrepili. Res je, kar pravijo, da se drugi čuti izostrijo, ko enega odklopiš. Vidiš? Res imam občutek, kot da vse zaznavam bolj intenzivno. Kot da je penis v meni v HD obliki. Vsak milimeter se čuti še bolj. To je zdaj, če imaš analni seks z nekim drugim moškim, Okay. ne da čutiš penis. Ampak ja, lahko imaš pa tudi dildo čutiš v HD obliki. Pri meni je isto. Ko imam kletko, se moj fokus popolnoma preusmeri na občutke iz anusa. Vse skupaj postane precej bolj intenzivno in ravno zaradi tega sem doživel ene najmočnejših analnih orgazmov. Pa tudi sicer ne uživam pretirano, ko se kdo ukvarja z mojim penisom. Sem bolj bottom, tako da kletka pomaga, da fokus ostane tam, kjer si ga želim. A ja, vprašala si, kako je potem z orgazmi? Pa seksom, na splošno. Pa seksom. Verjetno penetracije ni, ne, obviously. Ne, mislim, lahko eni potem si dajo kletko dol, Ja. pa pravijo potem, da je seks še toliko boljši, zaradi tega, ker so se toliko časa zadrževali. Imaš pa potem tudi, mislim, da je čak. Bom prebrala še tega, ker mislim, da tle je ta odgovor, če ne ti bom povedala. Kalota ga nisem vključila. Jaz sem se začel zanimati za to predvsem zato, ker imam težave z doseganjem orgazma med seksom. Jemljem zdravila, ki vplivajo na to, poleg tega pa se skoraj vsak večer samo zadovoljujem, tako da mi potem zmanjka energije, ko seksam. Vedno si rečem, da bom kak dan pred zmenkom zdržal brez, ampak mi pogosto ne uspe. Če imam penis zaklenjen in ima partner ključ, si tega enostavno ne morem pokvariti sam in imam več možnosti, da mi pride, ko sva skupaj. To pa taka malo bolj osebna, mislim pač individualna fora, ampak ja, nasplošno imaš pa potem tako, eni si dajo potem te kletke dol, jih da pač partnerka dol in potem pač seksajo. Enim je pa ful všeč to, da oni ne morejo seksati in da se lahko samo na partnerja osredotočijo in da oni v bistvu, en je rekel, da on doživi užitek s tem, ko partnerko zadovolji in da pač tudi, če mu ne pride, ima tak občutek utrujenosti, kakor da bi mu prišlo in da za njega je pač to vse zadovoljstvo, ki ga rabi. En je tudi rekel, da njemu te orgazmi ejakulacijski pač nikoli niso bili neki ful in da veliko bolj uživa pač v analni stimulaciji in da zaradi te kletke je pač analna stimulacija bolj intenzivna. Itak pa, če ima tu moški, pa si ti njegov gospodar, kadarkoli češ mu pol, daš lahko kletko dol, ne? Ja, tako. En je pa napisal, moja žena me je dala v kletko, ker sem jo varal. Zdaj ima ona ključ in stvari so se umirile. Omega, kako se tu spomnim, kdo vidiš, pač to je res tako farfetch, ni? Drugač, Pač da smo v filmu, je to meni, ne vem. o moj bog, zdaj sem se spomnila, da je enkrat Teja, Kulomesita, imela nekaj v kletkah in njena prva misel je bila, hej, pa to ješ pa lahko partnerju gor, ki gre ven in te ni strah, da bi te varal. Ja. Tako da mogoče, pa ljudem to je dosti logično zaključek. Mogoče večina ljudi sploh ne ve, da kletke obstajajo. Pa ja, pa če ima partner neke take namesto, da najprej takoj težimo, najprej lahko mogoče predlagamo kletko za penis in mogoče bo on čisto za in pol jo bo kar nosil. Drugače to moram prav na Instagram dati zdaj. A bi pač tipom, pa da vi napišete to me tudi zanima v komentar tlele, da bi vam partnerka rekla, ok, pač lahko greš žurat s prijatelji, sam pač jaz ti ne zaupam čist in me kletko gor. In kaj bi vi pa rekli, da bi vam to partnerka predlagala? Jaz mislim, da bi recimo nek poprečen slovenski fant rekel, ne, ker bojo moji prijatelji videli. Kaj pa, če bojo videli to kletko čez hlače? Ali pa, ko grem lolat?
Pol pa ne morem iti lulat v pisoar. Greš lulat na WC, reče vsake že takakat. Ja. Vsi fanti ne hodijo skupaj na WC, kot ženske, tako ja, da ni a ja. ta problem. Ne? Ne? Ja. V resnici. Ja. Še tole imam. En je napisal, star sem 24 let in vsak dan nosim kletko za penis. Imel sem že več imetnikov ključa, v smislu pač več gospodarjev, in sam nimam nadzora nad svojim penisom. Vprašaj me karkoli. Pa so ljudje spraševali. Tako da, en je vprašal, če ima ključ, da se lahko sam odklene za čiščenje ali mora dobiti dovoljenje. In je rekel, da ima on sicer en ključ, ampak da je ta ključ zamrznen. Tako da, če bi ga rabil v nekem nujnem primeru, bi ga lahko dobil, recimo, da je nek medical emergency, ampak če bi pa zdaj mu ful zapasal en drg, a veš, kako je, da prideš v neke zamrznjene stvari. Pa če se res v neko veliko stvar zamrzneš, do mojega ključa prideš, se moraš res potruditi, si moraš res želeti. A veš, pa lahko vmes že 3-krat pomisliš, kaj delam, nehi, z razlogom imam to gor. Tako da to se mi zdi ful dobra rešitev. Si kdaj imel ali bi imel več ljudi hkrati, ki bi imeli ključ? Se to sploh dogaja? Je rekel, da ne, zaradi tega, ker lahko hitro postane komplicirano. Ja. Ni pa elaborira. Ja, sej res, če bi ti una rekla ena, da moraš imeti kletko gor, pa bi ti pa ta druga soseda pa odklenila. Ja, res drugače. Pa še, sej veš, kako je pismo. Kako je unka rekel, pač, da mu hitro postane penis premehak in ga lahko kar venda. Pač glih to je fora, da ti ne rabiš imeti tega self-restrainta, da nimaš ti v glavi, lahko grem do sosede, pa mi bo ona odklenila, lahko si ga ven potegnem, pač fora je v tem, da ne moreš. In da tudi, pač ti hočeš, ampak ne moreš. In glih to je point, ni v tem, da se moraš ti zdaj zadržati. To je kot, ko nehaš sladkarije jesti in si pač nobene ne kupaš, nimaš doma, da ne moreš sploh. A veš, kaj bi, ampak ne moreš, ker pač če lahko, je še toliko težji, pa pač mi smo sam ljudje. Kako skrbiš za higieno? Vsak dan s pomočjo zobne ščetke, ker imam kovinsko kletko. Enkrat na teden pa jo odklenem za bolj temeljito čiščenje. Oziroma mu jo odklene lastnica ključa. Poj pa nekdo napisal, sam enkrat na teden, a se ne pojavi neprijeten von. Je rekel ne, ker uporabljam krpice, ščetke, razne vlažilne robčke, kar je vse to je precej prilagoljeno. Pa kako si on odmakne, recimo, kožico in si v spotu umije zobno ščetko. To je naslednje vprašanje. Čak. Rekel je, vse to je precej prilagoljeno. Kaj če ne se Prilagoljeno tudi za ljudi z omejeno gibljivostjo. Naprimer, če imajo artritis, tako da čisto dobro poskrbim za higieno. Pa nekdo rekel, težko si predstavljam, kako sploh dovolj dobro očistiš vse zaradi kožice. Ampak okej, nimam te izkušnje. In je napisal, nimam kožice, tako da je malo lažje. Ok, dobro, fair enough. Ampak ja, drugače pa, če imaš kožico, in boš pa večkrat na teden potem da dol. Ja, bi si mislila, Ja, to pa mora biti smelly. Potem smo še neke slike, ki jih jaz nisem videla, pač ne znam še dobro to uporabljati, ampak napisal je nekdo, glede na slike imaš precej velik penis za tako majhno kletko. Te kdaj skrbi dolgoročen vpliv, recimo erekcija ali pritisk na moda? In je rekel, sem precej raziskoval in dolgoročni negativni učinki so redki. Delam kot natakar in imam dogovor, da pred službo pod tušem odklenem in potem po službi spet zaklenem, tako da ima telo nekaj prostega časa več dni v tednu. Zdaj, to mi je bilo čudno, ker je najprej rekel, da nima ključa, da ima zmrznega, razen, če ima v službi tuš, kaj ima v službi tuš, pa si potem tam odklene, ali kako ima to ne vem, ker ni razložil, to mi je malo tako weird, ampak okej. In potem je še nekdo napisal, če dobiš erekcijo, kako boleče je to. Kar boleče. Okay. Pa še to bi, v bistvu zdaj sem se spomnila, glede teh dolgoročnih vplivov na zdravje, a ne? Ker to je tudi eno od vprašanj, ki ga imajo ljudje skoraj najpogosteje. Pač jaz mislim, da največ vprašanj, ki sem jaz to temo odprla na Instagramu, je bilo, ja, kaj pa pač na zdravje. Kaj bi ti rekla? Ne vem, ne vidim nobenega dobrega razloga, zakaj bi neka kletka, ki tam visi, zdaj na zdravje vplivala, razen če je ful težka, kovinska, pa ti skus moda dol vleče. Ne vem, tu si edino. Pa če ne umivaš, drugače pa ne vidim ful problema. Kaj pa to, recimo, da imaš erekcije omejene? Pa da imaš zelo redke ali pa sploh nimaš orgazmov? Ma ne vem, če bi bil to tak problem za človeka, saj že kdaj kdo ni mu prišlo celo življenje.
Tako niso nam predpisali, ko smo se rodili, drkati moraš 2-krat na teden, zato da boš zdrav. Je pa res, da redne ejakulacije zmanjšujejo možnosti za raka prostate. Ja. Ampak ni to zdaj, a ne, če pa ti zdaj ne boš ejakuliral, boš pa ti dobil raka na prostati. Ja, Pač veš, koliko ljudi fizično ne more, recimo tudi drkati ali pa namenoma ejakulirati. Jaz mislim, da telo samo za to poskrbi. Imaš pa pač pol nočne te. Ja, samo če imaš kletke, ne moreš. Ti, če Ne moreš imeti mokri san. Mislim, ja, ok, lahko imaš v resnici, ker se ni nujno, da imaš ti zdaj čisto erekcijo, pa da, ja, lahko imaš v bistvu tudi to. Imaš prav. Ej, ampak kaj pa pol tisti mehanizmi, ki so tu čisto farfetch vprašanja, ampak oni mehanizmi penisa, ki 5-krat na noč dobiš erekcijo, zato da penis preveri, da vse deluje. Ja, dobiš jih še zmer, ampak kot sem jaz brala, se s časoma potem zmanjša število teh nočnih erekcij. Ampak to je pa slabo, tako če pomisliš. Ja, če ti nimaš na dolgi rok, če bi ti rad kdaj v prihodnosti nehal nositi zdaj to kletko za penis, imaš potem lahko težave z erekcijo. Imaš lahko tudi težave z atrofijo tkiva v penisu. Za atrofijo klitorisa si že slišala. No? Ja. Za tisti, ki ne veste, atrofija klitorisa je, ko klitoris več let ni stimuliran. In zaradi tega, ker tkivo ni potem prekrvavljeno, zaradi tega, ker ko ga ti stimuliraš, ko je pač vzburjeno, se to tkivo prekrvavi, nabrekne, če pa tega ni, pa v bistvu tkivo kakor da začne odmirati že skoraj. Pa štekam, but that's so weird. Ko da bi ti mazinček na nogi začel nekaj recidirati, zato ker ne uporabljaš, pa ne mrdaš. Kaj pa se zgodi, pač recimo, če imaš invalide, pa so na invalidskem vozičku, kakšne imajo oni noge? Imajo mišice v nogah, a jih nimajo? True. Ja. Ja. Make sense. Pol je moj klitoris... Ja, zdaj je v redu. Ne, pa je moj klitoris tako velik, zato... Ne, to ni. To ni tako narejeno. Če boš ti ga zdaj, če se boš ti redno... Ni tako kot mišica, če hodiš v fitness, pa se poveča. Ni zaradi tega velik. Okay. Ampak ja, lahko pa se zgodi, da z leti, ampak to je res, to ni tako, zdaj se pa ne vem, 3 leta ne bom samo zadoljevala, zdaj mi bo pa pač prišlo do atrofije, to je tako desetletja. Ne? In če to isto se lahko pa zgodi pri penisu, ker je pač v penisu so enaka tkiva kot v klitorisu in potem lahko tudi se to vidi tako, da je pač penis je manjši, vidno manjši, zaradi tega, ker to tkivo začne, ni prekrvavitve tam, ni potrebe potem, da bi pač bilo. Sem res. Če bi vsi moški začeli nositi kletke za penis, bi pa evolucijsko jim kar odpadel penis čez 100 let. Kar naprej pejti, to te kar presliš. Kaj še je tazga? Ja, predvsem to, no. Pač nočne erekcije, kot si rekla, če jih pač ni, to vpliva pol na kvaliteto erekcije naprej, orgazmi. Ja. Ja, to je kar žalostno, da pol imaš lahko z erekcijo težave. Ja. A ja, pa pač psihološki vpliv, ne, pri nekaterih ljudeh lahko zaradi tega, ko imaš pomanjkanje erekcij, pa ko imaš te kletke gor, pa vse to, pride do sprememb v željah ali načinu vzburjanja, ampak pač ni to nujno slabo. Pač zdaj čisto odvisno od posameznika, kakšne ima želje in potrebe in tako naprej. Tako da ja. Čak, zdaj pa nazaj. Nazaj po mojem planu, da vidimo, kaj smo pozabili omeniti. Ok, glede velikosti smo, kako se na danes smo, ali lahko nosiš v javnosti. Ja, ne, fora je, ko imaš ti to kletko gor, pa če zdaj predstavljaj si, da imaš ti neko kovinsko kletko, pa imaš pol neko tisto ključavnico gor, pa imaš neke begi hlače, pa greš na nek šport in pa ti tam cinglja vse. Cing, cing. Ali pa tudi klasično. Tako da, ja, pač v kakšnih ful oprijetih oblačilih se absolutno opazi kletka. Ja, moraš imeti spodnjice primerne, ne smeš imeti to hlap, ne moraš imeti to nekaj dobro gor stisne. Ja, ampak recimo, da imaš neke, veš, office hlače, ki so tako malo bolj oprijete, ali pa oprijete hlače, kavbojke. Ne, oprijete gate pa ohlatne hlače. Tako, to je to. Ja, dobro, smo ful stvari povedali. Super. Ja, ko si jo nadaneš, sva midva recimo dala tudi malo lubrikanta, ker je bilo lažje, ampak ker je bila res, meni se vedno trdim, da mogoče je bila res malo premehna, ker drugače bi verjetno samo nataknil, ne? Ja. Ne bi nič tako mogel dati lubrikanta. Ne, mislim, da lubrikant... Okay. Mislim,
Lahko ga dodaš, To da je sem se od lažje, tebe ampak naučila. ja, mogoče sta imela vse en mal premehno. Ja, ja. Jaz mislim, da. Tle imam še eno zgodbico, ki sem jo vključila, ki boš jaz zdaj ti prebrala. Ta se mi zdi tudi ful dobra. Mogoče sem že nekaj teh stvari povedala, ker sem mislila, da tega nisem vključila noter, ampak sem Kje smo? na vrhu. Okay. Zaklenjen sem praktično ves čas, že več kot 10 let in orgazem mi je večinoma onemogočen. V zadnjih 5 letih sem doživel mogoče 4 orgazme. Mentalno in čustveno sem prišel do točke, ko me orgazem skoraj malo straši. To stalno stanje vzburjenosti in želje po sprostitvi je postalo del mene. Po orgazmu se počutim slabo, kot da svet izgubi barve in energijo. Drugač sem. Fulkrat. Kaj? Kad ti pride... Jaz po orgazmu počutim tako, kot da bi umrla. Res. Zato se pa reče little death. Res, majhna prav smrt tako po imam francosko orgazmu. Fucking anxiety za 5 sekund potem. 10 sekund. 5, 10, ajde. Damn. Tako da se moram kratko stresiti. Ampak glej, važno, da imaš več kot minuto dolg orgazem, tako Važno, da ja, pač se to res, je ja. boljše. Ja, po mojem si moram malo dopamin pol. Drugače res se mora resetirati, ker pač. Ja, tu imaš prav. Ok, v redu. Ko zadovoljim partnerko ali partnerja, se ta pritisk precej zmanjša. Pravzaprav postanem zaspan, kot da bi sam doživel orgazem. Še vedno sem vzburjen, ampak manj intenzivno. Ko vidim privlačno golo žensko, nikoli ne pomislim na seks z njo. Razmišljam o tem, kako bi jo zadovoljil, kako bi jo pripeljal do orgazma. Če vidim posnetke moškega in ženske, si avtomatsko predstavljam, da moški seksa z mojo partnerko. Če vidim privlačne gole moške, si predstavljam, da oni seksajo z mano ali kaj bi bilo, če bi jih oralno zadovoljil. Nikoli se ne poistovetim z aktivno vlogo, vedno s pasivno. Moja seksualnost se je skozi leta popolnoma preoblikovala, kot da moj penis sploh nima več aktivne funkcije. Fizično so se stvari tudi spremenile. Moda so večja, mošnja je bolj raztegnjena zaradi pritiska naprave. Tu, ne? Posebej ob poskusih erekcije. Med seksom imam manj erekcij, čeprav se zdi, da sama sposobnost ni izginila, glede na jutranje erekcije. Enostavno jih je manj, ker ni smisla. Telo ve, da iz tega ne bo nič. Penis ima zdaj rahlo ukrivljenost zaradi dolgotrajnega pritiska v napravi. Ne vem, ali je to trajno, ker že več kot leto nisem imel proste erekcije in iskreno me niti ne zanima. Ni pa postal manjši. Se sicer stisne, ampak se potem spet vrne v normalno stanje, vsaj kolikor se spomnim. Ja, wow, no tu sem si predstavljala, ja, da tako moda pač dol povleče, ukrivljenost, pa bi si mislil človek, da je tam noter, pač ostane v tej obliki, najbrž polko v erekciji je raven. Ne predstavljam si, da bi ta ukrivljenost te kože povzročila kaj pol. Se je tudi v gatah ukrivljen penis, če imaš samo gate. Ja. Ja, super, no. Mislim. Ja, zanimivo. Meni je to zanimivo. Telo ve, da iz tega ne bo nič. Tu mi je tako. Okay. Zanimivo mi je, da je to nekomu zabavno. Recimo, jaz si predstavljam, da meni bi bilo to tako močno, da rajš... A če bi bila moški? Pa da bi jaz mogla biti v kletki zaklenjena, pa da nekdo drug mi govori tako non-stop, da ima tako nadzor nad mano, tu si bi predstavljala, da je kar... Je drugače za konec, ravno od tega se hotela še dotakniti, in sicer kletk za penis za ženske. Chastity cages. Ja, tu pa nisem jih ful videla, teh zdaj sodobnih ali kaj. Samo ni stare sem videla, kovinske. Ja, ampak fun fact o teh starih kovinskih, pač to, da so včasih v srednjem veku ženske zaklepali v deviške plasove, sploh ni resnica. Ja, vem. Ja. Ampak so kasneje te zgodbe napletli in tudi, če gledaš, ena slika je ful dobra, kjer je prikazano, kako mož zaklene svojo ženo v kletko in on gre pol na neko službeno potovanje, ampak od zadaj se pa skriva za steno njen ljubimec s ključem v roki. Vem. In pač so se že takrat sprdali z te ideje, da bojo žensko zaklenili v to kletko in bo pol ona varna, ker pač kaj pa je problem tisto kletko dati dol z nekim drugim ključem in plus, najpomembnejše, kaj se bi zgodilo z žensko, ki bi nosila kletko, ker zdaj smo videli, kako te kletke izgledajo, grejo čez celo vulvo in pač kako boš kakal tistem, pač tam so kao narejene, če gledaš neke te kao prikaze teh kletk, ki so fake, je pač neka luknja, ponovno je še nazobčena, skozi katero bo kao prišel drek, ki daj v kjermu vesolju, ne vem, pač če si to mehno lukno. Pa res niso zaklepali v to? Kako boš... Tu si sigurna?
pač Ne, jaz ti verjamem, samo zanima me, če si sigurna. kakšen kot nek način mučenja, sigurno. Ampak kot pa varovalo pred tem, da, da bo ona ohranila svojo nedolžnost, pa ne. Ja, okay. Ker to je edino za mučenje primerno in nič drugega. Ker ti ne moreš osnovnih pač telesnih funkcij, kot so lulanje in kakanje in menstruacija, izvajati. Ne moreš sedeti normalno v tem, pač vse bi bil pošremfan, pač popraskan. To ni nič drugega, kot neka močilna naprava. Pač ženska ne more imeti neke take kletke, ker pač pri moškemu se zaklene to zamuda in ostane gor lahko. In samo na penisu. Pri ženski moraš to ti neke hlače gor obleči. Pač. Ja. Ne moreš. Kovinsko plenico. Ne? Veš, ko bi bilo to umazan, veš, kakšne infekcije bi ženske dobile. Pač one bi umrle v 3 sekundah, ker bi pač dobile infekcijo takoj. Zakaj se pa tu govori, da so jih tako zaklepa? Pa tako, to so to neke te, kot Loch Ness Monster. Zakaj se govori, da je Loch Ness Monster? Ja, ne, sem mislila, da ima kakšen namen to. Pa mislim, da ne. Veš, kuk je teh nekih takih neresnic v zgodovini o seksu, kukor tudi, da so histerijo zdravili pa tu. Vse verjetno jih je tudi v drugih stvareh, teh neresnic. Me slučajno vemo te o seksu. Ampak, kuk enih stvari sem jaz verjela. Ja. Pa to še zdaj, drugače, jaz še zdaj vsak mesec naletim na en članek. Prvi vibrator so izumili zato, da so zdravniki s tem zdravili histerijo. Ja, pa analne čepe, tu so pa res imeli zdravniki uporabljali. To je bilo pa drugače. Ja, to je pa en zdravnik, neki Young, se je pisal, je te čepke prodajal kot zdravilo za vse težave. Pa ne valjda Jung. Ja. Jung, psiholog je bil to nek. Ne, pa to je bil en drug je bil. Ker nekaj so dali pol v zapor, ker so pač pogruntali, da pač to njih ni res. Pač taki čepki so bili. In on je rekel, da s tem boš pozdravil, če imaš, ne vem, slabo kožo, če imaš bolezen, to depresijo. Depresijo, vse. Vglavnem te čepke in pa so pač ugotovili po par letih, da pač to je tako na tag in pa so ga dali v zapor. To je on naredil zato, da bi zlorabljal ljudi? Jaz ne vem, kaj bo njegov namen. Ali pa resno mislim, mogoče pa on dejansko pač redno analno stimulacijo. Ker je njemu pomagalo. Ker kuk ljudi je to nima veze, ampak kuk ljudi je prišlo z izkušnjo tega v trgovino k meni in reklo, meni analna stimulacija pomaga, da sem meren. No, vidiš. Pač, ne vem, raziščite, kaj je fora na tem, ampak ful enih teh ljudi. Tako da mogoče res nekaj sprošča neko. Ja, lej, mislim, sprošča, mišice analnega sfinktra, ki so erogena cona in te pač sprošča, ko imaš ti stimulirano. Ja. Tako da ja, ne sej drugače, kar se tiče znanosti, je pač dejstvo, da pol stvari, ki so zdaj dejstvo, bojo čez, ne vem, 300 let rekli, včasih so pa verjeli to in to. Vse ne vemo. Imeli so pa res kondome iz kože koze. Iz kože koze so. Jaz tudi ne znam. Kozje kože. So imeli res. Tu so pa res imeli. Ja, pa imeli so kože iz tega čreva. Ja. Iz čreva. Imeli so pa veke, veko, tam, ki je trepalnica, so imeli za obročke za penis na Kitajskem. Pač that's so weird in tu pa jaz ne vem, če verjamem. Ker enih boljših stvari obstaje za zavezati okrog penis, če ga hočeš zavezati. Recimo vrv. Zakaj bi pač on hotel? Zato, ker stisne. Pač ti to daš v vodo namočeš in zato se malo zmehča, daš na penis, malo počakaš, da se posuši in zategne. Zato, ker se posuši, gre malo skup. A ja, ti daš gor še svežo. Ne, mislim, ne vem, če so tako svežo. Ne, posušiš tist. Pač kuka usnje. In vala, kaj? Pa tiste veke, zakaj so pa jih porabili drugega, to je odpaden material, so rekli, pisa, dajmo za nekaj to, da nam stran metal, da bomo še malo zaslužili s tem. Pa so naredili obroček za penis. Jaz to čist verjamem. Jaz to verjamem. Ok, history lesson over. Smo še pri intimnem kotičku. To so pozabile. Ja, jaz imam za intimni kotiček kletko, ki jo je pa že ona predstavila zdaj v bistvu. Ja. Kaj pa, če bi ti čepek predstavila? Lahko, ker je bilo tudi nekaj. Ja, tako. Jaz sem pa predstavila obroč, mislim tole. To je obtežen čepek za penis. In pač prej si ti nekaj govorila, da mora biti kao dildo, da zadane, ne, ker je prostata drugače postavljena. Ne. Zakaj so fajn ti čepki za penis? Obteženi. Za penis, za analno. Zakaj so fajn analni čepki obteženi? Zato, ker ti s svojim gibanjem uravnavaš to, kam bo on pritisnil. Ne? In potem recimo, če ležiš na hrbtu, on pritisne na celo tvojo spodnjo steno.
kako se reče. In če imaš prostato, si predstavljam, da bi tu znalo biti ful dober. Ker je tako konstanten pritisk navzdol. In tudi, ko stojiš, recimo, ne, ti še vseeno ga tako mečkan dol vleče. In je tako. Veš, kaj je problem pri prostati? Kaj je višje. Pa ne višje kot tu. Ja, glih na konici pa ni obtežen, ni te uteži, ne, utež je noter bolj niže, ne, na konico, pač ta konica je glih tako, da ne pritisne na prostato dober, to je problem, pač ni tega intenzivnega, ni te toliko stimulacije. Ampak ni tu dovolj velik. Tako. Pa glih mogoče malo zadane, približno 10 cm globoko. Ja. Pač glih tako, če greš s prstom, glih nekako s konico. Ja, po mojem ni tu tako za targeted stimulacijo prostate, ampak če ga imaš pa noter, je pa zagotovo boljš, kot navaden čepek. Ja, kaj pač obtežen. Ja, to pa ja. Tu sem Sam ni za prostato, posebej prostato ni. Ne? Ja, ne, daj mi ga v roko, da vršim. Ne, tako mislim, nisem mislila, da je posebej namenjen za prostato, narejen za prostato, ampak zagotovo je tu za moškega ful dober občutek. Jaz sem mislila, da ima kugelca noter, ker tam na unmu je neka kugelca na sredini narisana. Pokaž. A ni? To je cel obtežen, štekam. Hudo, všeč mi je. Lej, tam, vidiš? Neka krogla je. In sem jaz mislila, da je na sredini neka krogla, da se pač premika. Ampak še zmer prekratek, ta konica ni za neko, na prostati ne bo ful, nekaj od nje. Dobar, jaz mislim, da imamo še vedno ful enih stvari tam vspod pri sfinkteru, ker ko meni nekaj tako dol vleče s pritiskom, je to ful dober. Ja, to pa sigurno. Za sfinkter je perfektno, za prostato manj. Ok. Silikonski je, ta je S. Ta je S? Ja, small, ta je S, to mene čist presenetilo. Tako da je kar velik, no? Sam je, všeč mi je ta obteženost, ful dober. Ja, dober je, pa dober ima tukaj tako tanko, pa ni okroglo. Fajn je pri teh čevkih, ki so namenjeni za to, da jih nosiš v zunaj, da pač nimajo tle unga kroga ali pa kristalčka, vrtnice, buhnede, srčka, whatever. Ti so popolni, kaj je tako res udobno. Noč, pa ful ima dober tak, je tako tanek, ni ful debel, ker pri kakšnih, veš, ko imajo eni nalni čepi tle ful debelejšo bazo in pol ti skus ta sfinkter narazen drži in mene tu zna boleti. Tako da ti so mi dobri, ko imajo tako osko. Težak je pa kar, po moje, ne, 300 gramov, 400 gramov. Ni 400 gramov. Jaz bi rekla 150. Se nam biti tle vse. Zdaj me prav zanima. Koliko je? Ja, dobro, ajde. Koliko je? 125 gramov. Sam sem bila blizu, priznaj. Čist ful si bila blizu. Kaj ti imaš občutek za to? Ja. Jaz, če bi šla na kmetijo in bi mogla delati v nizijo, veš, kam morajo merati stvari. Jaz bi tam zgubila samo zaradi tega, ker bi bila živčna. V teži sem jaz ful slaba. Jaz bi lahko mislila, da ima tu res 1 kilo. Recimo jabolk, ko si jaz naročim. Glavnem, analni čep, pičpa.si, koda med nama 10. Kulski je, ful je kulski. Se pa lahko prekuha tudi tega, malo teži noti, tako da je. Vse normalno. Všeč mi je. Koliko bi ga dala ceno? 9 od 10. Ampak sem zaradi tega, ker je šano malo velik, zato ker piše na škatli, da je small. Je pa dobro. Sej Zdaj vejo, koliko je velik. Ja, zdaj veste, 10 cm streljive dolžine. Je 125 gramov. Tako. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš 2 izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima unga smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pičpa.si. Dobro, zdaj gremo pa na Never Have I Ever. Okay. Joj, čak se. Sara, nikoli nisem razmišljala o tem, da bi hranila ključ od kletke za penis za nekoga. Sam in enkrat sem tudi skoraj, ampak se mi je zdelo čist preveč, prevelik. Commitment se mi je zdelo. Za koga? Za enega unga, ki je pol hotel, da mu še odrežem. Veš, on. Ja. Tako da. Ja, tudi. Ja. Tu si enkrat govorila. Tle si govorila. Ja.
Enkrat sem šla na Shizu na kavo s tem, Ja. ko mi je pa razlagal vse o tem. Pa se je tebi tudi zdelo prevelik commitment. Ful se mi je zdel prevelik commitment. Moraš razmišljati o tem Oh. človeku, pol, razumeš? Pač Veliko. ja, protko mi je bilo like, Honestly, več ti o njemu, kot on o tebi. Ti moraš biti odgovorna za njegovo, ne vem. Pa ja, pa bi se mogla organizirati, da bo on se to tuširal, pa Ja. sam tako nimam jaz časa. Ja. Pač ne. Sorry. Sicer je rekel, da mi bo pač stanovanje pucal, pa ne vem, kaj bi bil sužen sam. Aj, kudant. Kva? Ja. Tu pa jaz rabim. Evo, Tu ti je ponudil, wow. Ja. Interesting, ok. Ja. Nikoli nisem namestil kletke za penis. Na Sam. penis. Sam. Jaz sem pa na fake penis, pa tudi dala prst dol. Tudi Zato je, ker dala. veš kaj, dala sem ga na un mini dildič, veš, un Ja, pekar, ki je bil. Ja. Ti pa ja, si. Nikoli mi partner ni predlagal, da probava kletko za penis, ali pa nisem jaz predlagala. Nikoli, a ja, Sara je dala Nisi prst dol. predlagala? Ne bi Ne. Janu predlagala. Ne bi Jan te predlagal. A veš, da zdaj bi mogoče. Sam ne vem, če bi bil on za. Ja, naslednjič, ko greš Mogoče bom nekaj predlagal. snemat, ali pa ko gre Jan nekaj snemat, bomo tu Ko bo mogli nastop imel. A veš? gledati. Pa samo ti veš. Joj, ko je bilo to dobro. Mogoče pa bom predlagala. Nikoli nisem razmišljala, da bi partnerja zaklenila, preden gre žurat. Da bi skozi zaklenila, sem jaz razmišljala. Ja, pa če si prej rekla, da nisi pomislila na to. Da bi partnerja zaklenila? Ja, v kletko. Preden gre na zabavo. Ja, pa ne zdaj tako v specifični situaciji, sem pa velikrat o tem razmišljala, da bi skozi, kako bi bilo, če bi bil skozi zaklenjen, recimo moj Aha. partner in tako, da bi šel, pa da bi bil zaklenjen, pa kako pa seksaš, pa kako je vzon. Tu sem jaz vse premislila. Nice. In kaj si gotovila? Da bi ti bilo fajn. Tu pa bi mogla zdaj še enkrat premisliti. Ja, fajn bi mi bilo ziher, ker sem dosta o tem razmišljala in raziskovala to in gledala. Jaz pa to nisem zares tako, da bi prav razmišljala, to je bilo pa. Ampak zdaj pa, Tu v vsaki drugi stvari Zdaj jaz to razmišljam o razmišljam, tem. tako da tu jim, no. zdaj razmišljam o tem, In? ok, dan prdol. Nikoli nisem gledala kletke in se spraševala, kako za vraga tja noter spravaš cel penis. Pa sem tudi zihar, ja, gledala kakšne čudne kletke. Take. Ja. Une Ja, imajo jaz sem špice. To je bila moja prva misel, ko sem te kletke videla. Ja. Sem tako, vse so tako mečkane. Ja. Drugače pa imaš pa še take, to sploh nisem povedala. Pa imaš Špice. pa še take, ja, pa take, ki imajo še noter čep za penis obenem. Pa imaš take, ki imajo pa še čep za penis, ki ga je elektrika čez. Ja. Pa full ekstra imaš tako. Zdaj imaš dejansko take, ki so kukuruna vratnica za vse, ki imaš špice. Ja, prav Pač pogledajte si. no. noter imaš špice in po moje, če erekcijo doživiš v tisti kletki, ne vem, kaj se zgodi s tabo. Tam moraš res merkati. Ja. Še zadnja. Nikoli nisem kupila kletke za penis. Sara je dala prst dol. Jaz se nikoli nisem kupila. Tako da. Kakšno presenečenje, Sara je Ja, izgubila. point je v bistvu pol tudi, da se malo moraš zadržati, da ne dobiš erekcije. Jaz sem pa takrat mislila, da sva midva narobe naredila, ker je on imel erekcijo. Veš, tako ker, kao, jo, tu pa ne znava, pa ne bova zdaj to, kva drugim uspe. Pa ne, v resnici pa je tu fora, ne, moraš pol pač malo se potruditi, ne imeti erekcije. Ja. Ne? Ja. Ja, jaz bi mogla pa njemu reči, what the fuck, ker loser. Lej, ko boš imela naslednjega fanta, boš že točno vedela. Ja. Kako pa kaj. Kaj? Kako si prav zamišljaš? Tako si bila, kot da razmišljaš, zdaj fantaziraš, tako, kako bo O fajn. fantu. Ne, o fantu v penis kletki. Ja. Noč, Okay. hvala, ker ste bili z nami. Če vam je bila epizoda všeč, bo ful veseli, če jo boste lajkali pa komentirali. Če pa ne, pa jo dislajkajte vsem. Hvala. Srečno in se vidimo naslednji teden. Adijo. Čau.